Spoštovane in spoštovani, lep dober večer vsem skupaj. Na nocojšnjem pogovoru o slovenskem filmu sta moja gosta Zdenko Vrtlovec, avtor zgodovine filma na slovenskem, ter Marcel Štefančič, avtor prav tako zgodovine filma z naslovom Strašne fantazije slovenskega filma. Zdaj, glede na te dve monumentalni deli, ki sta išli pri založbi Umko in ki se vsaka na precej samosvoj način ukvarja zgodovino slovenskega filma, bi se seveda spodobilo, da bi svoja sogovornika vikal, ampak glede na to, da se že nekaj časa poznamo, pa da bo vzdušje malo manj formalno, se upam, da dovolite, da se kar tikamo. Zdaj, rdeča nit mojih nocojšnjih vprašanj je eno samo vprašanje, in sicer o čem govorimo, ko govorimo o slovenskem filmu, ampak mislim, da bo potrebnih nekaj pod vprašanj, da pogovor lažje steče. Tako da bi bil moje prvo vprašanje. Vsi te imamo midva različne odgovore. Ja, se upam. Midva imate različne odgovore, o čem govorimo, ko govorimo o slovenskem filmu. Ko jaz govorim o slovenskem filmu, govorimo o filmu med letoma 1948 in 1990. Skratka, govorim o dobi komunizma. Takrat je slovenski film obstajal. Prej ga ni bilo in potem ga ni bilo. To je obdobje slovenskega filma pred letom 45 oziroma 48 igranega filma, govorimo o igranem filmu, ga ni bilo. Ampak bilo ga ni na radikalen način. Tako kot vesolja, sveta ni bilo pred Big Bangom. Ne? Na tako radikalen način slovenskega filma ni bilo. Skratka, ko so prišli komunisti na oblast, je bil to, kot vemo, za to deželo, tak udarc, tak šok, tak Big Bang, da se je zgodil čudež in da se je rodil slovenski film. Prej ga ni bilo, takrat pak rodil se je kot čudež. Slovenski film se je tudi zunaj, ko se je rojeval, ko je nastajal slovenski film, je bil, ne slovenski film, ampak film, je bil zmeraj precepiran kot čudež. Ampak pri nas je čudež nastal šele, je rabo res Big Bang. Rabo je radikalni res, rabo je epistemološki prelom, tako rekoč. Ne? In to se je takrat zgodilo in tako kot pravijo za Peloponeško vojno, da se je morala zgoditi zato, da bi lahko Tukidid o njej napisal zgodovino, ne, se je druga svetovna vojna začela zato, da bi lahko nastal slovenski film. Skratka, boj za svobodo v Sloveniji je bil boj za slovenski film. Jaz pa ne znam se... Ločeno mnenje. Ne znam se mi odgovor. Zdaj, če na to vprašanje, kaj je slovenski film, ali ime česa slovenski film. Zdaj, to je bistveno, da se mi odvrni tako, recimo, striktno, ali pa zložnik kinematografsko-zgodovinska vidika nedvomno obstaja, ima svoje začetke, tam recimo obstaja, obstaja vse del neke kinematografske dejavnosti, recimo prikazovanje, se pravi, tam v začetku izvanja Sovjeta, 1905 je bila ustanovljena prva stalna kinematografska dvorana v lasti Slovence, recimo, to je lahko. Bolj problematično bolj slovenskega vidima z recimo zunaj filmskega ali pa recimo geopolitičnega vidika. Recimo na začetku, ko se filma, je to, kar se danes v Sloveniji obstajalo, je spadalo pod avstrijsko monarhijo. Ampak, živeli so Slovenci, ampak Slovenije kot politične identitete ni bilo, takrat so bile politične identitete dežele, Štajerska, Kranjska, Koroška, Goriška, ki so bili del avstrijske monarhije. Se pravi, tudi če bi v teh deželah se pojavila filmska produkcija, ta film ne bi bil na slovenski, ampak bi bil na možnem primeru avstrijski. Podobno je po propadu Avstro-Ogrske nazdane prekrižene Izrael, potem kraljevina Slovenije, tudi v njej so živeli Slovenci, ampak spet ni bilo Slovenije kot politične identitete. To, kar je za Slovenija, se takrat imenovat Dravska domovina. Takrat so dela že filme na slovenskem, producentske hiše so že ostale, ampak če bi hotel to, ker te filme prenovati z neko nacionalno kategorijo, bi bilo, rečemo, dravski film ali pa jugoslovenski. Potem po vojni, z nastankom FDR-ja, Federativne ljudske Jugoslavije,
je Slovenija prvič postala politična entiteta. Imenovala Slovenija in formalno imen bilo Socialistična republika Slovenija, ena od 6 republik te federativne države. In v vsaki od teh republikah so ustanovili producentska podjetja, odločen film, recimo Triglav filma, nastajale blesko, nacionalne kinematografije, komunisti so bili res. Ampak, če pa je bil ta film, ki je nastal, recimo, po srpski, slovenski, hrvaški ali makedonski produkciji, prikazan zure na festivalu, ali pa je kupljen, se imenoval Jugoslav film ali film Jugoslava, zato činima Jugoslava. Ni bilo. Skratka, iz tega zunanjega geopolitičnega vidika je slovenski film začel obstajati, sem šel za samosvojitvijo Slovenije. Tukaj prideš do sledečega problema. Nacionalna ideja slovenska se ni prevajala skozi film nikoli. Ni se prevajala skozi film, mediji slovenske nacionalne ideje je bila literatura. Zato tudi filma na začetku ni bilo, ker je bil film gluh za slovensko besedo. Ne sem, da bi v njem bil gluh za slovensko besedo. Zdaj, ko je film nastal leta 1895 in naslednjih letih, je bil internacionalen. Nikoli ni bil nacionalen. Prav narobe, vsa nacionalna obeležja so skrivali, ker če bi film imel neko nacionalno določenost, ne bi bil nikjer gledan, nikjer ga ne bi kupili. Bil je predstavljen kot univerzalna vrednota, podobno kot je predstavljen kot univerzalna vrednota danes kapitalizem. In natanko v tem je bil trik. Film originalno je nastal iz kapitalizma, ne pa iz nacije. Ni prihajal iz nacije. V nacionalne kinematografije, kar je ironija, so film, oziroma tako bi rekel, prvi, ki so film nacionalizirali, so ravno vele sile, imperialistične sile, ki so ugotovile, da lahko svojo nacionalno idejo po svetu prodajajo lažje s filmom, oziroma najlažje s filmom. Tle je bil ta velik obrat takrat narejen, in Slovenija pa to drži. To velja tudi za mnoge takrat kinematografije, da je Poljsko in tako naprej. Bile so razbite neke regije. Poljaki so tudi recimo živeli v različnih, kako bi rekel, državah. In slovenski film, če bi takrat igrali nastal, bi bil verjetno lahko samo kot film, ne slovenski film, kot film regij. Kot film regij. Skratka, regionalni film. Ja, to absolutno ne se strinjam, da je v ogrosti kraj kapitalizem. Tudi ne smeš pozabiti, da je film edina umetnost, ki se je rodila zares v kapitalizmu. Vse ostale, od literature, kiparstva, slikarstva in tako naprej, so se rodile davno naprej. Ne samo tako, kot eni pravi, da se je rodila iz industrije. No in to je bil tudi en odgovor na eno neko vprašanje poznejše, zakaj, recimo, nismo imeli v času med obema vojnama bilo film. Odgovor je prav to, ni bilo prav kapitalizmu, oziroma ni bilo dovolj bogatih Slovencev. Država takrat še ni dala slovenski financ, in tisti, ki so se ukvarjali s filmom, ki so ustanovili filmska podjetja, Bešter, Slovenija film, pa Badjuro. Sama film so to Bešter tako, da je imel najprej fotoatelje, da so oba sama financirala produkcijo, razvijanje, vse svoje dejavnost. In to ni pa predstavljeno podjetje, kvečemo neko obrtno delavnico, da sta bila skratka lastnika, delavce, edino delavca in vse. Vseeno, ampak je nacionalna ideja pa se je pretihotapila zelo hitro v slovenski film. In to že v onih obeh alpskih filmih. Tam imaš v unem, veš, ki grejo trije grejo na vrt trilejo, imaš te predstavljeno, en študent, delavc pa kmet. Potem se postavi občestvo nacionalno, tako rekoč. Ne, to imaš prav, to so norci. To so norci, tako kot so bili partizani, norci. To so najbolj za slovenski film norce. To edini bi rekel, te neki ekscentriki, neki outsideri bi lahko takrat, ampak hkrati pa je to sam izjema, ki potrebuje pravilo, kot bi se rekli. Ti si imel slovenske avantgardiste, zelo močno nagrado smo imeli, ki pa ni spasala skupaj niti enega filma. Pa se vse Delak. Ja, je bil avantgardist, pa pogledaj, kaj je režiral. Ne mi ga omenja.
No, zakaj ni bilo slovenskega filma med dvema vojnama, imam jaz jasno ločeno mnenje. Tako da mislim, kot sem že prej rekel, to, da slovenskega filma igrano, zgodovinsko so igrano filmov, to ni nekako bilo. Ta odsotnost je bila takrat tako radikalna, da nanjo, se jaz ne gledam s kakšno nostalgijo, ampak gledam skozi strašne in krute oči. Zakaj? Zakaj ni bilo? Slovenci smo filme gledali, mi smo vso infrastrukturo, blazni gledalci filmov smo bili, delanih pa nismo. Skratka, zdaj da sem nekaj upozoril, gledajte, predstavljajte si ameriški jug, belci, sami belci, živijo belci, tam čisti, snažni, beli belci. Potem pridejo črnci. In zdaj kaj se zgodi? Belci te črnce gledajo, nočejo se pa z njimi mešati. In natanko ta rasni, atavistični, nativistični refleks je preprečil slovenskemu igranemu filmu, da bi se rodil. Slovenci so ga gledali, mešati, seksualno se pa z njim niso hoteli. Skratka, filmov slovenskih se niso snemali. Druga stvar, na katero treba pozabiti, vi gotovo mislite, da je bila takrat Slovenija kaj drugačna, kot je danes. Takrat je bila Slovenija med dvema vojnama bila ravno tako nenadjebljivo polarizirana, kot je danes. Skratka, bilo je res hudo. Imeli ste dva bloka, levega in desnega. In zdaj te dva bloka sta imela Slovenijo razdeljeno. Slovenija je bila plen teh dveh blokov. Imela sta razdeljeno Slovenijo. In zdaj paste. Zdaj je v to enačbo nenadoma prišel film. Vsakmu, ki je takrat film gledal, spremljal, videl, kaj se dogaja, je bilo jasno, da ima film strašno moč. Strašno moč. Kot atomska bomba kasneje. Skratka, kdor ga bo posedoval, ta bo imel veliko prednost, tudi v politiki. In prišlo je dobesedno do tega prerivanja. Čigav bo film? A ga bo imela levica, a ga bo imela desnica? Kdo bo gospodar slovenskega igranega filma? In na koncu je prišlo preprosto do odločitve, da je boljš, da ni od nikogar, skratka to, kot v atomski bombi, ti vzajemno zajamčeno uničenje, če ga katera stran dobi, in preprosto slovenskega filma ni bilo. Boljš, da ga ni bilo, kot pa da bi bil zgolj od ene strani. In še tretji moment, ki se mi zdi zelo pomemben, je pa ta, da je film od Slovencev preprosto zahteval preveč. Od Slovencev je zahteval identifikacijo, zahteval je asimilacijo, zahteval je, da se odrečejo domu, družini, jeziku, film je vnem. Slovenska identiteta je temeljila takrat na besedi, govorjeni besedi, literaturi, teatru in tako naprej. Tako da je to še naslednji moment, ki ga je treba me izmeriti pred očmi, ko... Jaz bi še njena objektiva desta, ki ti malo porekal. Veste, da ima Slovenci reši. Razen ekonomskega faktora, ki je bil zločil, pač prerevni, da bi delal filme, je bil tle zelo moško kulturno. Pazi, ni bilo dobrega zakona v zvezi, mislim, šele v začetku tega zvezi bo en zakon, ki je bil čisto striktno protekcionističen, se pravi na toliko in toliko metrov božnega filma moraš na zrak prikazati toliko in toliko metrov doma. To je malo vpliva. Predvsem pa je vladal kulturni prezir. Kulturni prezir, ki so ga najprej razširili gledališki direktori, češ da film dela konkurenca gledališču in kaj so dosegli so zakon o gledališkem dinarju, se pravi, da se morajo delež kinoteraske stopnice dati gledališču. In to so se pa, če pa vzamemo literaturo, mislim, kaj sem zdaj pisala film, je to paradoks. Recimo, takrat sta bile dve reviji, ena bila desna, se pravi Dom in svet, druga leva, Ljubljanski zvon. Prvi, ki je pisal v filmu, je bil prav Dom in svet, je pa res, da je bil Franjo Čibič, da se najprej pravičeval, da sploh se on s tem ukvarja, da se on tako reviji, da o tem pišemo.
In medtem, ko se je Ljubljanski slon, Bratko Kreft, recimo, se oglasil film, zdaj tudi ni čas, da mi kaj rečemo filma. Bratko Kreft, se mi 33 leta še. No, pa po drugi strani... Kdo pa je potem rekel? No, in edina knjiga, ki se pojavila, oziroma druga, je bila kaj? Je bil prevod Papeževe enciklike v filmu. Papež pi v filmu. Ta komentar slovenski o tem. Kako film? Ker so film od tega. Ja, ampak vsi, ker konkurira religije, ampak zato... Ampak obesta nista odzvali. Ne, se pa srednja ta dvoboj pa je res bil, ampak kdo je zmagal, ne leva, ampak desna, se pravi, Prosvetna zveza, ki je bila katoliška ustanova, je ustanovila Emona film, ki je bil celo međer, pazi, prvi mali međer. Jaz ne zanikam, da so pri nas obstajali entuzijasti, ki so takrat snemali, bi rekel, kulturne filme. Ampak jaz ti govorim, igranih filmov ni bilo. A veš, še za, izpod slov, ki sem prej govoril o čudežu, a veš, bi rekel, ti smo tem Franceta Brenka, ki je cel življenje je iskal, ni mogel verjeti. On ni mogel verjeti, da noben Slovenci nobenega filma postil, da mi nimamo nobenega filma. Ni mogel verjeti. In je celo svojo filozofijo zgodil, dokler se mu ni slovenski film res prikazal. Grossmanovi filmi. On je to po naključju zvedel, če veste, ampak on je leta 1948 imel probleme z oblastjo, ker so ga dobili tam pri filmski teleindustriji slovenski in so imeli takrat neke poneverbe, podkupnine in tako naprej in se je znajdel na sodišču in ker je rabo odvetnika, je šel v odvetniški pisarni Grossman, in je prišel v odvetniški pisarni Grossman, so mu rekla, vi ste pa filmer, naš oče, veste, pa tudi filme snemal. Pa je, kako pa, kdaj pa, kje pa, bi rekel, ja, 2005, 2006, in 2005, in tako, bi rekel, se je nenadoma Brenku, bi rekel, čudež zgodil, in so je dobro se jedno prekazal. Ampak je to skril ti svida? Ja, seveda. Če tudi tako so vedeli, tudi sveda skrivali. So skozi skrivali. Ampak glej, Slovenci so se vsega učili literature, to ti hoče reči. Modernizma, bi rekel, nacije, zahodne nacije, mi smo del zahodnega sveta, te smo, so se učili filma prek modernizma, so se učili prek modernosti so se učili prek filma. Mi smo se učili modernosti prek literature. Zdaj, če tudi kina ne bi dobil, se ne Marija Tereza dala zgraditi železnice, po kateri prišel do Trsta, ko se Limer spomnil, da bo se filmom osvojila spet v Kedi Mondu, se zamislil tiste potujoče kandobrave, ki so bili tako, Duna, Maribor, Celje, Ljubljana, Trsta. Tako so se vrstili. In če ne bi pacifiška družba zgradila železnice do Los Angelesa, ne bi bilo Hollywood. Ok, bom interveniral z Denetom. Ti si omenil Franja Čebeja, enega prvih slovenskih filmskih teoretikov. In v obeh vajnih knjigah se mi zdi zanimiv ta moment, da smo imeli dejansko kar nekaj in filmskih razprav in filmskih knjig, še preden smo posneli prvi slovenski film. In če bi kaj mogoče pokomentiral ta moment, da je bila teorija v bistvu en korak pred prakso. Ja, ti se mi upaš reči, da je še zdaj. Pravi, takrat je šla samo papež, Frančič, da je bilo tako sami domer, da je potem... Ne, pa si v Debevce išla, se so išle. Ali Debevce, Franja Aleš, pa to so brošurce, no? Ja, brošurce so šle, samo filma in igralke, imamo 3 brošurce, no. Ostale že resne knjige, ki bi lahko vem, Balaš, Arnheim, ne? Ja, pa ne še takrat. Ja, Balaš je bil 20 leta že. Ok, ampak bom izkoristil še moment Grossmana. Kar se v bistvu dva razlagata to, da je tam nekje v nekem Ljutomeru, ki je bil takrat še dlje kot danes, mislim, obstaja en nadarjen amater, ki ipak snema filme, ne. Zdaj moje vprašanje je, kakšno je razmerje, če gledamo slovensko film med amaterizmom in profesionalizmom, oziroma ta ljubiteljski moment, ne. In drugo vprašanje bo poznanje. Ja, in sam to, ti imam takoj besedo, pa bi jaz se pol vključil. Daj mi posledno, da poveš. Ampak sam to mi rekel, to, kar potrjuje to, kar sem jaz prej govoril. Grossman je bil politik. Zato je snemal filme. On je politik. Ja, ne,
On je bil predvsem odvetnik, je bil dovolj bogat, da si lahko najprej fotografsko kamero, ki je bila draga, in potem še film, ki je bila še bolj draga. Ampak mogo biti motiviran, politik. Glede na to, da je v obe majni knjigi malo enkost namigujete na to, da zgodovina ni nekaj fiksnega, ampak da pač vedno znova odkrivamo zgodovino, ne za nazaj, da opuščate možnost, da je več takih Grossmanov, pa za katere še ne vemo, ne, ker je bilo v svojem času. Mislim, jaz upam, da ne. Jaz upam, da ne, da nam bojo zved prši kršti, pa nam pokvarili te teorijo. Ja, pazi, poglej, mislim, meni so bolj zanimive tle, manj kot to, kje so kakšni skriti slovenski filmi, morbiče, je bolj to, mislim, kaj bi bilo, če bi mi takrat, recimo, ko je prišla ven Hiša Marija Pomočnice, posneli Hišo Marija Pomočnice. Kaj bi to bilo leta 1904, ne, pa 5? Kaj bi to bilo, da bi ne bilo posneli? Vsi to je bil celovečerni film, ker takrat celovečercev niso delali. Bil bi recimo 10 minut, ne? Eno rola, 2 roli, ne? Ampak, mislim, une punčke tam tik pred prvo menstruacijo, ki umirajo, razpadajo. Pazi, da imaš tega Slovenca, ki ima malo tega drajerskega, no, a me razumeš, ne, gušta. Ali pa ta ena anticipacija Cronenberga, da je v nekom takrat bila, ne. Mislim, mi bi bili vele sila. Mislim, to da je Hollywood nastal v Los Angelesu, ne, zakaj ne nastal v Sloveniji? A veš, mislim, to je pa poloma nelogično. Pa kaj, pa Los Angeles je bil bogih hrbtom, se je kubi palava tukaj. Razumeš, ne, mislim, mi smo bili v središču. Čak, kaj bi mater ta amaterski bilo, ne? Ljubiteljski moment. Glej, tako je v 60 letih, ne, prejšnjega stoletja, je obstajal nojen slovenski amaterski film, še nekaj festival, in ta je bil povezan zdaj z kinoklubom, ne. Kinoklubi so bile takrat čisto evropski fenomena, ne. Recimo iz kinoklubov je šel francoski Novi Val. Moment z tega veliko, dobi si materije, ampak s tem, da se oni niso imeli za materije, ampak za cinefilm. Pri nas ki prišlo iz tih kinoklubov? To je samo en. Kar? Za materije, zato je ta prva amaterska filma manj problematična. Za materije so imenovali profesionalci filmske industrije francoske. Filmska industrija je bila takrat studijska in studijska kinematografija je spostavila nekaj standard, sistem, ključi, kadriranja, montaže in tako naprej. In v njihovi čeh so to, kar je bilo dodatno, mislim, kršili po celi črti. In potem so se tudi prišli ti pojmi, recimo, montaže, recimo, napačni pojm, jump cut, ne, da so postavili nove varnostne estetike. Ta prva amaterska firma je operativno za strani prisne kinematografije. Potem je pa to, da pri nas, sveta, recimo, francoski del je prišel v veliko kinematografijo, pri nas, samo je, recimo, kar pogodina, in to je bilo veliko kritike za film, da je slovenski film tako malo prepustil, da skratka zmeraj v vsakem desetletju so snemali 4-5 največ filme. In še ti, če pogledamo filmografijo vsakega posameznika, vidimo, da so največji tisti, ki imajo 10 filmov, da so neverjetno velike luknje, časovne. Ja, pa je še vedno. Recimo, ko je prišel Čap v Slovenijo, je imel že toliko filmov, kot ima slovenski svet na koncu življenja. Ja, sem je prišel napačno državo, če drugo bi imel še kol naprej. Ampak, ne. Zato smo znali. Mislim, zdaj ti, ko govorimo zdaj o tem, o ljubiteljskem pristopu k filmu, ne, klubskem pristopu k filmu, je treba vedeti, da je bila cela zgodovina tega, kar se v Sloveniji dogaja na področju filma do druge svetovne vojne, popolnoma ljubiteljska. Je bila klubska, ne, še več, ne, še hujše, niti en zgodovnih filmov praktično ni bil narejeni za trg. Vsi so bili narejeni, Grossman je snemal za svojo družino in v družinskem krogu vrtel, oba alpinistična filma sta bila narejena, bi rekel, za klub, da bojo klub tamle naprej s mobilizacijo članstva, da bi pokazali, skratka, da bojo drug nas videli. Skratka, vse je temeljil skozi na tem
družinskem principu, za družino. Ne? Skratka, da bojo zvečer, tako kot danes, ko grejo ljudje, pa snemajo s temi camcorderji, pa z pametnimi telefoni, se mogoče to, da se čez dan snemaš, zvečer se pa gledaš. To je bil malo procesi, trajal, pa se malo kasneje pogledali, ampak šlo je za natanko ta princip. Ne? In ta princip je praktično potem ostal tudi kasneje. Ne sicer tako, kot profesionalni filmi, narejeni za tist, razumem, v principu je bil slovenski film kulturni film. Bil je narejen za praznike, ne? Za svečanosti je bil narejen, vedno. Ne? In tudi bi rekel, filmari so delali te filme za svoje prijatelje, predvsem. Ne? Zdaj, njihov problem je v tem, da so imeli napačne prijatelje. Če bi mene za prijatelje, bi te filmi kdo boljši. Ne? To so imeli pa, kako ti rekel, nezahtevne prijatelje. Ne? Prijatelje, ki niso narejeni za ljudi. Jaz mislim, da je dobro, ko pišeš, ne? In ko snemaš film, da misliš na tega, za kogar to pišeš, da imaš onga skozi pred očmi, ne? Ker neko referenco moraš imeti, neki orientir moraš imeti, ne? To je zelo pomembno, to moraš imeti, ne? Ni pa vse, koga si vzameš za orientir. In zdaj pač tle pri nas, jaz mislim, da si tudi pri pisanju ni tak, ampak da so si pri filmu, ko smo že ravno danes pri filmu, da so si filmari jemali za referenco, za orientir, bi rekel, napačno ljudino. Nekaj časa je bil ta veliki drugi partija. Ja. Ja, s tem, da partija je funkcionirala tako, kot je funkcioniral Hollywood, kot hollywoodski studij. Povedala je, dokot gre, dokot se lahko gre, tako kot so hollywoodski filmi in filmi vse posod po svetu bili omejeni in cenzurirani. In dovolili so pa nekaj avtorskih potez. Ampak v principu je razlika med literaturo in filmom ta, da je imela literatura vedno več človekovih pravic, kot pa film. Film je vzmeri, tle imaš ta bazenovski, bazenovsko tist, če zdaj, zdaj, kako bi lahko pizdarila, če bi imeli mi recimo tist penetracijo v filmu pa tako naprej, če bi to šli do konca pri seksu, recimo, zdaj, pri literaturi lahko, kako pol, če mi to romano pustimo, da to počnemo? Zakaj to prepovedujemo? Njemu se je zdel to tako nerešljiv, ampak nerešljiv problem se mu je zdel, ker se mi ga zdi, da je pol ta prvi pri nas rešil ravno, Boštjan Hladnik, z Baškarado. Treba vedeti, da film je bila edina panika, recimo umetniška, ki je bila res cenzurirana, se pravi, za katero obstajala komisija za pregled filmov. Po celem svetu, to treba vedeti, mislim. Ja, je bila edina, po celem svetu je bila tako, najbolj nadzorovana. Predvsem pa nekaj treba poudariti, to res ne škod, zlasti v Sloveniji to ne škod poudariti večkrat. Mnogi filmi so po svetu krožili v vse mogočih verzijah. Skratka, iz teh filmov, ne vem, kako bi temu rekel, drznih, kontroverznih in tako naprej, ko je igral na Norveškem, vprašanje, kva je letel ven. Skratka, to, da so na Norveškem vrteli Easy Riderja leta 70, en let potem, ko je prišel v Ameriki ven, pri nas pa še leta 77, ne pomeni popolnoma nič. Mi smo gledali integralno verzijo takrat, Norvežani so gledali pa 20 minut krajšo verzijo. Mislim, Taksist, to, da smo ga mi videli 2 let kasneje kot Francozi, to nič ne pomeni, zato ker so ga videli tam 15 minut krajšo verzijo. Začelo že zelo zgodno. Recimo, začelo se že z Eisensteinovom, so film montaže, pa tako naprej, so rekli, ok, film montaže in so oni, to je bilo za revolucionarni film, so ga tako premontirali, da je bil skot revolucionarni film. In tle je ogromno teh misterij, niti ne veš, kakšno verzijo so kje vrteli. Na koncu skrajni niti ne veš, če so kje vrteli, sploh ima ta pravo integralna verzijo. Če so kje vrteli, sploh ne veš. Tle je zdaj, v Sloveniji imamo Maškarado, jaz sem napisal knjigo o Maškaradi, velik del o Maškaradi, govoril sem s kupico ljudmi. Maškarada je leta 71 porezana, cenzurirana. Skratka, integralne verzije ni bilo do leta 82. Ja, lej, če vprašaš pa pokojnega Petra Zobca, njegove spomine, pa ugotoviš, da je bila, bi rekel, da je Makavejev zahteval leta 72 na festu, takrat, zahteval Maškarado integralno tak, in so pol po nekem pričanju integralno Maškarado postavili tja in da so v njega in bili vsi zgroženi, ker jasno si to ni zdaj nič posebej. Ker je jasno,
Hladnik je to vse tako napihnil, zdaj pa če so vsi misli, kaj to bo, ne, potem na koncu ni bilo to, kar so mislili, da bo. Ampak zdaj, ne vem, če je bila to integralna takrat, ne mora biti šokantno. Mislim, takrat je delala takrat tista ta komisija, je ponorela, mislim. Se ta je prepovedala. Vem, sam ne, zdaj, ko pogledaj, skrivno rečeno, ko ti gledaš dost uno, pa uno kakšne sile ni, no. Razlike ni, kakšne je. Ok, ampak ker smo že pri tej magični besedi cenzura, bi jaz še tu malo stavil. Zakaj je Maškarada dejansko edini formalno, oziroma uradno cenzuriran film? Kaj se vam zdi tekom zgodovine slovenskega filma do Maškarade? A so se avtorji sami cenzurirali, ali je bila cenzura delovala tako perfidno, da ne bi dejansko uradne cenzure? Boštjan Hladnik je bil mojster marketinga, to je sve vedeti. Boštjan Hladnik je mojster marketinga, to mi vsi govorijo zdaj. Mislim, mojster marketinga. Nekateri so to pravi, Jure Parvanik, ki je direktor fotografije, on so to pravi, da Maškarada nikoli ne bila cenzurirana sploh, če ne bi Hladnik tacga cirkusa delal sam, če ne bi toliko kuril vse, če ne bi toliko napihval, če ne bi hodil okrog in razlagal, ne veste, kva je not, ko bi videli, kva je not. Skratka, on je to tako napihnil, da so pol preprosto in so začeli trači krožiti, in jasno, te trači so se napihljeni v... Samo ona pedofilska scena, bi bila Kje si bo to videl? Tam sprav. Ja, pa si ti pa to ti govorim, pa o kateri slovenski film je pa šel dlje od tega. Kateri film, do takrat je pa šel. Spomnim se tamle sočasno ist let posnetega Viskontijevga tamle Smrt v Benetkah. Kaj dečka tam peca, Jezus Marička, no, kaj si pogledal Maškarado, ne? Ja, zdaj si pogledal Maškarado. Gašo Viskonti. Ok, ampak če pogledamo sočasne vzhodne evropske kinematografije, recimo, imaš na Češkem bunkerirane filme, imaš na Polskem filme, ljudi, ki so se jim karijere ustavile, so šli v zapor in tako naprej. V slovenskem filmu tega praktično ni, ne? Mislim, nekaj drugi primer. Recimo, prvi problem se začel recimo z Kavčičevo akcijo po romanu, mislim pa v scenariju Marjana Rožanska. Ta problem je nastopil z zadnjim prizorom, te se zna, nekaj partizanska skupina gre, da bi se lahko prebila ven osvobajati jetnike iz zapora. In potem, da doben jetnik, smisel je to kakšna nemška finta, ni hotel, če se vodim partizansko skupina, ni hotel iti ven. In prva izjivna verzija, če mi je Jana pravila, tudi prvi brat, je bila ta, da se šla samo dva ujetnika s partizani ven. Ja, bolj so pa oni, bolj je Bojan Štirni takrat. Jani Kavčič je drugač govoril. Ja, ne, Bojan Štirni takrat rekel, ne, to je treba reči. Kaj so jih dodali 10, do konca se rekli, siva. In za, ne, gled, jaz se knjigo da so Jani Kavčič. Če pogledaš ta film, šlo je za puške, šlo je za puške. Koliko pušk vzamajo? Ne znam koliko pušk. In je na Pulskem festivalu je ponoril ta isti kaj bi že, ki je pol imigriral v Slovenijo, ki je bil šef udbe, no, kdo je bil že? Bil je Čilas, pa bil je... Čilas bil... Kdo je bil drug? En je bil Čilas, ko so ga odrezali... Nekje. Tak je bil šef udbe. Šef policije. Rankovič. Rankovič je ponoril, zato ker so partizani na koncu vzeli samo 2 puški. In so pol dodali 6 pušk, pa 8 puški, na koncu jih mogli deliti 30, da je bil zadovoljen. Ne, ja. Kavčič mi kazal verze scenarija, ker so morali dodati najprej 10, in na koncu so morali sivan, in zato je videti ta zadnji filma, da ne spada v kontekst. Kako ne prelepiti zdajčna partizanska filma? Ne sodi zrav. Sam bi se kaj ne... Sam pogledaš, vidiš, da sodi zrav. Res je pa, da je pol malo. Ok, Jani Kavčič. Ne, potem sem bil pa drug problem. Potem je bil tale Babičev film Po isti poti se ne vrača, ki je to bosanski delavci tukaj, pa slovenska cenotologija. To ni. In sem imel ta prijem, da sem ga pokazal sam za en dan od dva, pa je to zginil. Ta trk je bil. Tako da, če gledaš obisk, ki ga je zabeležil, Po isti poti se ne vrača, imaš ti par tisoč gledalcev. Ok, ostanemo za moment pri Janetu Kavčiču, mojstru B-filma, velemojstru
žanrskega filma. Zakaj je v slovenski kinematografiji tako malo žanra? Pred kratkim sem slišal na tezo, zato, ker je, da je tudi v literaturi, ne zato, ker je naša družba pač težila k brezrazrednosti. In za žanr ti rabiš razred. Mislim, razred spodbuja žanr. Ne? In zdaj, glede na to, da se naša družba zadnjih 15-20 let intenzivno razsojuje, lahko pričakujemo več žanra. Mislim, več žanra, ker ima sama slovenska družba, ni več. Mislim, ne mora se predstaviti. Mislim, se ima vse žanri vzeli. No, ampak vsi ti poskusi so bili zelo sporadični. No, lej, zdaj tako ne, če pomisliš, če razmišljaš o tem, zakaj slovenski film ni bil nagnjen žanrskemu filmu, ne, potem moraš najprej ugotoviti, da je bil slovenski film zmeri čist, ne, snažen. Ne. Skratka, rasel je sam iz sebe, ne, in iz naroda, in iz slovenske zemlje, iz Triglava, ne, skratka, rasel, bil je čist, ne, neomadeževan. Tudi noben drug film ni nam vplival, ne, nič ni vplival na bil je čist. Razumeš, bolj čiste stvari, kot je, tudi, veš, če gledaš slovenske filme, ne, so blazno čisti, nihče se ne omaže not, ne, tudi če so na polu, pa orejo, pa, razumeš, ne, so vsi čisti v njih folklornih in tako naprej, ne, skratka, slovenski, ne, ja, tudi to se je omazano. Mislim, če pomisliš na prejšnje Pavlovića, ne, spomnim se, hudo se sloveniziral. Če pomisliš na to, da je bil slovenski film čist, pa zdaj priješ do žanra. Žanr, ne, pomeni pa pravila. Zdaj, slovenski film pa pravil ni rabo, ker je bil pošten, je bil čist. Tok čist je bil, da ni rabo pravil. In te je bil trik. In to je res ves mentalni, ves sukus slovenske filmske filozofije je te not. Mislim, mi smo tako čisti, da ne rabimo pravil. Skratka, mi smo tako čisti, da ne rabimo žanra. To je bottom line za mene. Ja, se zdi, ne? Zato, ker recimo, ne, to moram žal zato pridemo, drugi teze, ki moram, tudi načelo, ki moram povedati, da se slovenski film vsake začenja znova in to isto pomeni, ne? Žanr pa rabi neko, žanr se ne mora zmeraj znova začeti, ne? In slovenski film se res skozi začenja znova, ampak v tem skrajnem smislu, da se dobesedno izum film na novo. Zdaj, veš, bi rekel, nekdo pride in bi rekel, nam pokaže in se nam zdi, da mislim, ta pa zna delati filme, gledaj, veš, to si navdušeni zato, ja, pa se potem kot čas zmeri spropadal, veš, bi rekel. In pa gremo spet znova, ne. Spet pride nekdo, ki posname, lej, pa sej, a veš kaj, sej malo zgodbe je, pa tam ne si malo zna igrati, a veš, tako hitro smo zadovoljni, ne, in se ponovno rodimo, ne. Recimo, partizanski film, Bolna Drava, ki imel največ šans, žanr, kot se ve, Jugoslavija, partizanski žanr, ne. Tukaj je hotel vsak partizanski film na novo zoom. Edni je Štigličev partizanski film, potem je Čapov partizanski film, pa je Akcija, je Kavčič, je Feduletič, vsak na novo zoom. In vsak mora posneti. Hladnik je rekel, ne, ko je šel Štiho takrat, da je rekel, veš kaj Hladnik, ti si še edini, ki nisi posnel partizanski eno B filma, ne. Če hočeš, moraš to narediti. Evo ti čas ampak ne, če pomisliš tle, ne, ko govorimo o žanru, ne, če pomisliš tle, predstavljali si najslabše slovenske filme v zgodovini, ne. Recimo, vzem, kaj vem, Pretarjev Lažnjivko, recimo, to je tako en izmed pornov, recimo, to je en izmed pornov, ne. Dizaster od filma, res dizaster, tako bi rekel, žaljiv tudi za ženske, no. To je film o sodobni ženski, ne, ki jo pa tako užal, ne, da zdaj ne vem, kaj bi lahko rekel ženskam, jaz te trenutke so, pa jih ne bi mogo to užal, ne. In to je bil film o sodobni ženski takrat, ne. Ampak pazi, res beda od beda. Pretar, da je posnil tako da v antiklimaks. To je za isti pretar, ki delal sem odrasli, ker je tam ono resnica, mislim, tam je sakralna resnica. To ne moraš ampak pazi, si pa predstavljaj, kaj če bi Lažnjivko, ne, posnel kot romantična komedija? Super, vrhunsko, a veš, rimske počitnice dobiš, a veš, dobiš Vesno za malo starejše. Ja, a veš, in tle imaš Zarota, recimo, Zarota je dobra politična drama, dolgočasna, tako da ti res glava se ne ustavi. Ja, ne, tako je.
Primož Kozak, tisti njegov tekst v teatru dobro funkcionira, na filmu ne. Ampak predstavljaj si, da ne bi oni delali, a veš, drame o tem pa tem, ne, ampak da bi delali thriller. Da bi posneli thriller, politični thriller takrat, ne. Še posebej, ker ima, super. Ja, ker ima Hitchcock še McGetty, ima neki dokument, ki tako brez veze in zaradi tega se vsi papirajo. Vse imajo, ponovadi so vse imeli, če tudi lažnivka, ne, iskreno rečeno, ne, veš, sam narobe čist postavil, narobe so videli vse, narobe čist, mislim, niso videli, razumeš, drevesa, lepega drevesa niso videli, ker je to kenga gozda. Ti zdaj si omenil Rdeče klasje, pa bom za moment to ostavil. V svoji knjigi omenjaš, da je bil film odobren 29. septembra, premiero je imel pa 19. decembra 1970. Če ti podatki, ki si jih našel takrat držijo, je to supljivo, ne? Ker je očitno nekako tihotapsko naredil, ne? Ker so se takrat je bil že Pavlič posebej persona Novgrata in tam ne bi po zasedi več filmov narediti, ne? In me riba, ne? Tako ne bo ljubljeno, ker potem so tudi, ker so, ko je to bilo isto leto, ko malo s tem ljudem propadla in so prav tudi ta stroške za Rdeče klasje, ne, to je drugo, ki si zaprej, za drug so se naprtili Pavloviča. No, ampak moje vprašanje tukaj je bilo naslednje. V 3 mesecih od tega, ko režim odobri film do premiere, ne? To je še za današnje čase. Zdaj pa lahko jaz uskočam. Zdaj pa ne verjamem jaz podatke. Zato, ker so podatki o filmih v slovenskih arhivistiki, ne, so res bogi, ne. To je res neverjetno, se tudi bi rekel, jaz pišem o tem noter, ne, kako pravzaprav so ljudje, ki so bili filmski zgodovinari, publicisti, ki so bili priča, ne, tem dogodkom, ne nekaj, kar se zgodi pred 20, nekaj je pokopan Aleksandar, razumeš, nekaj ne vemo, kje je, ne vemo. Ampak oni sami, ki so bili priča, niso pol vedeli, katerega leta je to bilo in so falili pri letu, pri mesecu, skratka, recimo v uniformni filmografiji, v bistvu letnice držijo, ker so enkrat se ravnajo potem, kdaj jih gleda komisija, ne pa kakor je veljavno, se pravi javno primer. In se te pogosto, ker to je bilo leta razlike. No, pa vseeno sem jaz do... A veš, te imaš, jaz sem Jure za prvanje, da vem, enkrat sprašval, sem rekel, ti Jure, sem rekel, ker gledam, ne pa v tem letu, peš leto nekaj, 71, 72, ima Jure prvanje direktor 4 filmov, top filmov takrat. Sem rekel, Jure, pa kako pa ti to v enem letu 4 filme? Ne, kako? Tega smo posneli leta 70, tega 72, tega 71, razumeš, ne? Vsi so pa vodeni kot isto leto. To se zdaj skozi obtožuje, naša z enega teksta, drug tekst. Je še to obisk, ne, pa veš, te imaš obisk Ljubljane skozi. Ja, skozi Ljubljane. Imaš Ljubljane vse posod not, ne, in potem vsi govorijo zmeri, zlasti televizijski novinarke, ne, ko poročajo o tem, kako je še slovenski film zdaj naredil, ne, da je bil najbolj gledan film vseh časov, da ne popovajo nek rezultat iz Ljubljane, veš, z en film, pa vse narobe, jasno. No, ampak vseeno bi bila moja teza tukaj naslednja, da so zgodovino slovenskega filma v tem pozitivnem smislu reševala doskrat te produkcije, ki so bile na pol gverilske, ne. Medtem, ko na drugi strani tisti filmi, ki so jih pacali in snovali in pripravljali leta in leta, so se bolj ali manj pogosto svižili, ne. Ja, Dražniška pitka. To je kot najbolj, kaj tam drži. Marka gverilske, ali pa recimo, da so bili skozi na robo neke kršitve, recimo, koliko je Cvitkovič okrog in neko, veš, on je imel dovoljenje, da je kratek film, je šel čez, a ne svetka, neko normo spet. No, ampak to iz generacije. Je še dodatno dokumentarne, da slovenski filmi so zmeri, ko so prišli, ne, so zmeri zgledali, da so kinotečni. Zato, ker so bili datirani, tako da ni res. Zato, ker je bilo to neka fiksna ideja režiserja in je rekel, on to napisal leta 55, film so posneli pa 72. Ne. In on ga je leta 72 posnel tako, kot ga je napisal leta 55. Ne. In go figure, pa zdaj pa mi si pa razbijemo glavo. Ne. To je to, kako govoriš, ne, to je tudi to, veš, vlekli se, mislim, film moraš posneti takrat, ko ga moraš posneti, ne, bi rekel, zdaj pa...
Stara scenarij ima stran zmetati, no, to je prvo. Da se vidiš v teh filmografijah režiserov, to je, ne vem, vsak let, ne, imaš norce, take še nekaj, ki jih ima na leto 3. No, se je kazali, da je imel 4. Tudi 4, mislim, to je to. Mora biti nek imperativ, da se je pa res za te procedure, ki obstajajo v Sloveniji, ne, prej pač kulturne skupnosti, zdaj v tem centru, se tako merijo, da... Ja, zdaj bi se dali, ki je tehnologija podzemna, tako naprej, pa ga ni nobenega, pa ga ni nobenega. 200%, sej recimo, ko so se pojavili tako na mestu, 200% bi bila priložnost za tisto, kar se ti omenil, ta materizem, oziroma ne profesionalci, da pridejo noter, ne? Ampak, gled, pojavlja samo eno. Zdaj, da ne bi kakšne beznjezne sporozuma, mislim, Quentin Tarantino je amater, ne? Ja, on je gveric, on je ljubitelj, on je... Recimo, in se tudi je, ne, recimo, ko se je lahko, ko je bilo dovoljeno, da se že pa svobodnega politična ljubitelj, ampak ko so se lahko filmo snali, recimo, kot nastavlja emotion film, tam v drugi 80 let, se je pojavil Kozule z tistim osnovnim telefonom, ki je čist ta prihod, ko ti bral za materijo. Ja, tisti je bil tako, tisti je bil morbid, je bil tisti, pazi, ne, pa tudi ustreza ti... Nekaj bi jaz, kot bi rekel človek, če nisem popravil kolozum do leta filma, bi ga vzel v bran. Bi ga vzel v bran. To je bil morda prvi urbani slovenski film. Ja, pa še ustreza Unij nekdani Novovalovski, Una dva filma sta bila tako 400 darcev kot zadnji del sem bila cinefilska. Ja, tudi, cinefilski. Ta so skoro vsi, od Bogarta do Anžlovarja, kritike, skipeno. Ne, nisem. Vseeno. Ok, za korak bi šel nazaj spet k temu ljubiteljstvu. Jaz imam vtis, da je pač ta institucionalna zgodovina slovenskega filma od ustanovitve s dekretom, kot praviš, na cel, sanjala o profesionalizmu, o tem, da resni organizaciji, o tem zmeri poslušamo, katerih poklicov nimamo profesionalnih scenaristov in tako naprej. Ampak ti v svoji knjigi praviš, da se je že leta 1951 zgodilo nekaj zanimivega, in sicer, da je zvezdna zakonodaja se spremenila v tem smislu, da so morali iti vsi filmski delavci na trg, ne? Ja, vse so. Na cesto, v tistem momentu, ko so šli na trg, se je dejansko začela bum. Ja, takrat se je začel bum, zato ker takrat, ko so šli vsi, so morali vsi tako imeli svobodni poklic, ne? Takrat je potem so morali začeti denar iskati na trg. Takrat se je povedal vsino življenje. In takrat je niso padli, da je postal direktor Triglava, Branimir Tuma, ki je bil neke sorte genija, in jaz rekel navijam skozi, da sem mu postavil spomenik. Je bil eden največjih slovenskih filmskih delavcev. Skratka, vizionar človek res, ki je vedel, zakaj gre. In je pač to sopadli pa hvala Bogu tudi čez nečem drugim. Da je slovenski film takrat popušil, tako da ni bilo res. Skratka, imel je začetniško srečo, skratka, na svoji zemlji je bil začetniška sreča. Torej, to je bil čist, bi rekel, amaterski, gverilski film, bi rekel, šel ga je posnet človek, ki ni takrat praktično nič posnel. Okrog njega so bili sami ljudje brez izkušenj, jasno. Skratka, čisto fanti iz Hoste posnet film. So ga posneli, pa imeli so začetniško srečo. Da je bila začetniška sreča, ti potrebujete naslednjo razštevilčev filma, Trst, Svet na krajžu, Vršila po stran, komu. In to je takrat sopadli s tem, da so morali v svobodni poklic, da je bil tam Tuma, in Tumi ni ostali drugega, kot da začne slovenski film, ko smo danes že rekli, snova. In začel ga je znova tako, da je pripeljal po eni strani Čapa z Češke, da bi posnel slovenski film, in da so začeli voziti sem tuje producente, ki so tukaj začeli snemati bodisi svoje produkcije ali pa koprodukcije s Triglavom, z film servisom in tako naprej. In takrat je tle se razbohotla, takrat je nastal pri nas ta prvi Hollywood slovenski, razbohotla se je, skratka, pojavili so se, razmahali so se vsi filmski poklici, od statistov, od pritlikovcev do velikanov, od tesarjev vseh sort, skratka, res, mislim, neverjetno, ti si imel tam, bi rekel, res spiske, te, bi rekel, katalogi si imel statistov, imel si tam Piran, ki je zračun, ki je imel cenik, koliko stane kakšen posnetek Pirana, tako naprej, skratka, ogromno se je snemali tle in takrat, to je bilo tudi tisto obdobje na začetku 60-ih, na prva leta, ko je, bi rekel, nastala serija 10 slovenskih klasik, ampak druga za drugo. Skratka, to
se je prevedel v tisto. Ne. Ker tudi, kot jim rekel, te režiserji slovenski takrat, ne, so bili blazno motivirani, ker so zdaj videli, da so prišli neki tujci tle, ki so znali, ne, in so oni morali, bi rekel, v očeh teh svojih sodelavcev izpasti frajer, so se mogli malo potruditi, da niso slabši kot oni. In so v resnici takrat slovenski filmari izpadli dosti boljši kot pa oni, zato ker oni, ki so prihajali, so v glavnem snimali te trash, ki je v glavnem zginil, brez te doraza Nepalih, je v glavnem zginil brez sledu, ampak takrat si imel ti neverjetno linijo, take linije niti prej, niti pol je ni bilo več in si ne predstavljam. Sam nekaj še dodam. Recimo, Founding Fathers slovenskega filma, recimo Franci Štiglic, Jana Kavčič, Kale, Franci Kosmač, so bili ljubitelji, so bili, kako jih imenuje Franci Berel, nekdanji partizani, ki so imeli radi film, tako so prišli do filma. Zdaj, v zvezi s tistim zakonom, ki je bil povezan če so meni, do tega zakona so bili vsi filmski filmmakeri, so bili zaposleni, so bili zaposleni na Vivi in Gale, nekaj člankov tudi. Ne na Vivi, na Triglav. Gale, nekaj člankov tudi povedal, kako so bili plačeni. Kako so bili plačeni? Po metrih tega filma. Tako so bili plačeni. No, ko so šli, ta zakon je nastal kot posledica informalnega spravi izobčenja Jugoslavije iz komunističnega bloka in navezave, odpirale Jugoslavije na zahod. In so tudi morali spremeniti malo zakonodaj in to je tudi prvi filmski zakon, ker je recimo do tega leta RBS je film spadal pod Egipto. In zato sta ta drugi, tretji, 40 minut, to je taka ponomija, ki sta bila film z mandatom. Skratka, ampak vsi zgrešeni, narediti film, osvoboditi Trsta, takrat, ko je že obstajalo svobodno tržaško zemlje, mislim, čist mimo. In potem Svet na Kažarju, reklama za kolhoze, takrat, ko smo prekinili Sovjetsko zvezo, spet mimo, pardon. In takrat tisti prvi zakon bil v tem, da Riba oziroma Triglav film ni več subvencionirano, ampak je gospodarsko podjetje. Je postavljeno, koliko so, znašli se na trgu, koliko so prevzeli na zahodu. To je ta potreba, da rabi enega, ki zna nekaj filme, da bo filme prodali. Ker takrat so se še filme prodali, mislim, ti filmi Kekec, zdaj ste vesni, to je šlo v tujino. Tudi če kasneje, ti boš vedel, da Sreča na Vrvici so vrteli v Rusiji, 800 platnih. Pa razen tega, najbolj neverjetno pa tako. Takrat je še obstajal jugoslovanski trg, se pravi, do sredi 60 let, recimo, se pravi, so slovenski filmi bili prikazani po celi Jugoslaviji in so dosegli neverjetne številke, recimo. Krč. Tudi Krč, najvišji, recimo, Čapo tist X15 javlja 1 300 000. Celo samorastnike, ljubim Bog samorastnike, 600 000. To so bile ožni, ampak vseeno, 62... Sam se pomni sam. Vseeno, pazi, potem prodajali so se v tujino. Ampak 62 leta napišejo v zadnjih člankih, da Triglav je imel zgubo vsemi filmi in rešitev za slovenski je, da mora biti subvencioniran. To ne može preživeti na trgu. Na trgu ne preživi. Vsem te takih številke, ki so sanske za dan za nepojmljive slovenske filme. Čakaj, 1 300 je še za mas koga nepojmljivo, slušno večjo, ki je že veliko kinematografijo. Ampak trg je, sam je zunij, trg je, sam je zunij, zdaj imaš ti razmah, jugoslovanski film spet se je rodil, jugoslovanski film, imaš ta Atomski z desne, pa Montevideo, Bog te video in tako naprej, to so novi jugoslovanski filmi, ki so narejeni tako, da so za celo to, skušajo zaobjeti ta 20 milijonski, nekdanji 20 milijonski trg, in skušajo biti pro-jugoslovanski, skušajo imeti noter igralce z vseh držav, ki so nastale,
jugoslovanskem teritoriju in tako naprej. Tukaj ima se ta trend. Ne. Zdaj pač jasno, to, da to počnejo ravno Srbi, ne, pove vse o tem. Srbi so bili zmeri dosti bolj filmični, cinefilski in tako naprej, rojeni za film, kot pa Slovenci. Ok, ampak ostanemo za moment. Še nekaj sam, ne znam pomniti, ker ima čelo omenil ta moment, da so se želi moment tujosti, da so pomorali, so s tujim režiserjem malo tekmovati. To malo, gledaj, to malo, ker zame načeli pritrdno slovenski filmicist. Zdaj, mislim, Walter Benjamin je že zdavni rekel, da film ne bi, da ni čista, da je dezavratična, se pravi, da ne spoštljiv za vsakršne kulturne tradicije. In skratka, da je skratka, zadnji konstitutivni element tujosti. Ne sam, da recimo se meša tuji režiser, prihaja, tako naprej. V bistvu je film hrane samimi tujimi sestavinami, ne samo literature, tako naprej. Da črpa snovi od san do črne kronice, od skoro teatra, ampak se tudi še bolj, da recimo tudi igralca se stane iz teles, tega igralca, ki ga vidimo, pa iz teles enega delo telesnih delo igralca, ki ga ne vidimo. Glas, posoja, tuje smo imanentni. Zato pa je čisto. Ampak zato pa je Slovenija zauzela do filma ta avtonomističen, nacionalističen odnos. In je v tej enačbi je, če imaš če nacionalizem način, kako nacija, ko je v stanju ogroženosti, afirmira svojo nacionalno identiteto, je tle v slovenski, je film za Slovenijo nastopil kot ta grožnja. Slovenski film, film bil tak, ki je nastopil kot grožnja. In zato se je, bi rekel, vsi so se združili proti njemu. Tisti prvi faz. Zato se, mislim, se to je spomnjeno. Ampak se to vleče še do danes, recimo, če povzamem ta sklop Branimir Tuma v 50-ih, 60-ih kot človek, ki bi mu moral postaviti spomenik ravno na račun teh koprodukcij, zaradi katerih je začel slovenski film. Tuma je bil tudi direktor, on je tudi generalni direktor Triglava, so delali, vsi ti filmi, ki so jih naštel, so nastali pred Triglav, te taboži, top, unih 10. Vibe, takrat ni bilo. Danes imaš zakonodaje Evropske unije, ki je neposredno podpira ravno to, kar je počel Tuma v 60-ih. Ampak nekako nam ne gre. Mislim, ti govoriš o jugoslovanskem filmu, ampak te slovenske koprodukcije... Takrat se je končala strategija. One koprodukcije, iskreno rečeno, tisti filmi so bili zelo slabi. Mnogi niso niti nikoli nastali. Za mnogih ne najde nikjer, ne obstajajo. So bili snemani, posneti, ne obstajajo nikjer. Niti v filmografijah teh, ki so jih delali, te ne obstajajo. In kot drugo, ta prvi Hollywood slovenski, to prvo slovensko hollywoodsko obdobje se je končalo pač s katastrofo, ne bi rekel. Na isti dan, ko je pisal v poročevalcu noter, da za prvi milijard dinar od koprodukcij, isti dan so prišli, areterali šefe filmservisa in jih zaprli. In mnogi bi sedeli, pa jih niso polni, ampak dva sta šla sedeti. In končali se je, bi rekel, s tragedijo, potem je Triglav šlo v smeri bolj pravzaprav dol. Na koncu delal sem še TV produkcije v glavnem z Nemci, TV serije pa TV filme. Wolfgang Peter se je posnel svoj prvi film, če nam to kaj pomeni. Mogoče je moment za kakšno vprašanje iz publike? Urednik, gospod, mogoče kakšno vprašanje? Meni urednik je prebral to. Urednik pa že so... Mogoče je tako provokativno vprašanje. Predvidevam, da ste se prebrala, če ne pa se pregledala knjige drugega. Kaj vaju je, recimo, najbolj pritegnila, ali navdušila, ali pa kaj, na čem sta bila zgrožena, ali pa kaj se vam zdelo najbolj narobe, ali pa najbolj prav. Recimo nek komentar, recimo, glede na to, da sta
Jaz sem že prevrnil noter napisal. Ja, jaz moram da me pa ta lahkotnost, ne, nisem lahko, da so tudi temeljena, s katero bi včeraj povezal slovenske filme, oziroma intertekstualnost, bomo rekli, ta me fascinira. To je nekaj. Da vam je napisal. Jaz sem svoje povedal. Jaz sem napisal to no. Tako da, kdor hoče vedeti, mora Si v Gnjenskem kazalu, najde. Ja. Ne, jaz absolutno podpiram, mislim, to je, tudi oba podpirala založbo, ne. Mislim, to, da je založba izdala, v koliko času to je šlo, pol leta? Pol leta je šlo, ne, to je šla spomlada. Pa v bistvu to še ena, tu je še pustno. Ne, mislim, ta je povezana. Še adaptacije literarne, ne. Ja. Glavno tisti, ki vas zanima slovenski film, imate kaj prav o slovenskem filmu, ne. Zdaj nekaj časa ne rabimo izdajati knjig o slovenskem filmu, mislim, da sta vedeli. No, pa sam ponatisti se Ja, ker ne se kaj še dela. Kaj pa mogoče še kakšno, zdaj smo se zelo o zgodovini slovenskega filma pogovarjali, kaj pa mogoče prihodnost slovenskega filma, kako ji napoveduje ta? Jaz sem spremljena, da ste A Sofija, slovenski film, kaj naučili svoje zgodovine? Je možno, da se kaj naučili? Ja, ne, gledaj, mislim, si skozi govorimo, da slovenski film se zmeri znova začenja znova. To je fakt. Znova in znova se začenja znova. In to je to, mislim, to je, ne moreš tega iz nas potegati. Ne da se. Kaj rečem? Ne da se. Boži še začetek. Ne da se. Ampak, a veš, rekel, te imaš tudi tako, gledaš skozi te neke, ne vem kaj, te statistične, fraktalne, ne vem kakšne račune, a veš, bi rekel, a veš, zakaj ni bilo slovenskega filma igranega do leta 48? A veš, njih po naključju, neko kozmično naključje je bilo, da se je takrat, so se rodili in poživeli v Sloveniji točno govori Slovenci, ki niso hoteli filma delati. A veš, ne? Pol se je pa to radikalno spremenilo, ne? Se je pa pojavili, noter v mestu se pojavili nekateri, ki so hoteli snemati filme, za mnoge velja tudi, če ne bi. Ne? Ja ne, ker pazi, pri slovenskem filmu je res ta problem, da en zankurc slovenski film, ne, ubija vse ostale in ubija kinematografijo za lep čas. Mislim, zato, ker potem ti ne boš več dobil ljudi nor. Vse skine, vse crkne, mislim, vse se ostalo. Ko nekdo posname eno org polomjado, veliko frustrira vse. Kompletno dobaviteljsko veliko. To je bilo 80 let se zgodilo, pa ja, Slavik je končalo 10 let. Dekado bi, če pomisliš, ne, ta prva dekada, ne, smo imeli leta brez filma. Mi smo nacija, ki leta v 90-ih ni ne 2 leti pustila nobenega filma. Leto brez slovenskega filma, super, wow. Tega ni bilo, tega v Iranu ni bilo. V Afganistanu ni tega, razumeš? Tam so v Iranu, v Afganistanu, v Severni Koreji so ženske že režirale filme, pri nas tega 2000 prva ženska, razumeš? Ravno 80 se mi zdijo zanimiva, ne? Pozabil sem v kateri knjigi, sem to prebral. Ampak to tezo, ne, da slovenski film nikoli ni znal korespondirati svojim časom. V 80-ih sem imel cel kup teh alternativnih gibanj, slikarstvo, politika, civilna družba. Ampak filma praktično ni bilo. To je bila zgodena dekada. To je realnost je preprosto tako atraktivna, tako močna, da prosto ni mogo tako voditi. Pa potem so začeli delati, tako kot tak mini žara, so začeli delati film nostalgije, ki so se spomenili tam onih stalnici, 80 leta, sredi 80 leta. No, se to je tudi Kusturica naredila. Ja, to je bilo krivo, ne. Vse so zmeni snemali to, kar so drugje videli. Tisti, ki sem rekel, da je bil čist in tako naprej, ja, seveda, ja. Jaz ravno v tej knjigi ravno to kažem, kako so slovenski filmi padali z drugih filmov, ne? Kako so rasli z drugih filmov, kako je na vsak film, slovenski film je bil samo parafraza nekega drugega filma, ne? Skratka, tudi Hitchcockovič, tamle, dobri stari pianino je sabotaža Hitchcockova, ne? To je... To so šukali, ja, ne, pri nas
si bilo tako, bili ste kritiki, ne, malo starejši, ki ste pred mano, ne, pod tebe mi izuzeli, ti si simpatičen, ti si všeč. Bili so kritiki, ki jasno, noben ni upal napisati, da je Klopčič komu kaj ukradil, pa da je Hladnik komu kaj spizdil, ali pa da je kamoli Štiglic. Kje pa Štiglic? Štiglic je v CK. Razumeš? Ne možeš reči, da je Štiglic zdajle, prosim, pa prepovedane igre, razumeš? To se pisali. Ja, francozi so se, sej tudi tle, Koh je tudi pisal poje, da to je prepovedane in da to je pizdarija, da slovenski film ne sme se zgodovati pri nobenem vzoru tujem. Razumeš? Ne sme. In jasno je to prepovedano, to kritiki je bilo in v zgodovini. Če gledaš ti te zgodovine filmske, ki so nastajale pred nami, noben slovenski film ni povezan z nobenim tujim filmom, baš nobenim. Z nobenim, ne obstaja, to ne obstaja, vsi so zrasli, kad sem rekel, Mislim, če edini Črnski je padel slovenski film s padalom so ga tako v belo oblekli, da ne bi slučajno. Potem lik ne bo dal Kano nagrado. Ja. Mislim Črnci. Pa tudi veš drugi, Kano nagrado. To je ta ironija so. Je pa res tudi mora povedati, ne. It's a spoiler, ne. Če kdo ni videl, na koncu umre. Ne more spet. Ja, Zjani Spizri je dopustil vred, pazi, Zjani, ki so reševali Radnice, Svetov Žnost, ne je dopustil to, ne? Lej, kakšno vprašanje? Ja, svet. Fuzbol. Kljub vsemu, kar smo kritičnega povedali, osrednja teza Marcelove knjige je, da je slovenski film neskončno več od zgodovine slovenskega filma. Tako da ne bom še jaz kaj spoilal, knjige dobite pri gospodu uredniku s popustom in z pozvedilo avtora, če se ne motim, ne? Hvala vsem za posluh in lep večer še naprej.